Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In ponovno je pred nami vpogled v energije tedna pred nami s pomočjo angelskih energij. Za nami pa čudovit vikend poln ljubezni. Upam, da je bil tudi za vas. 13. februar je mednarodni dan ljubezni do sebe, 14. februar je Valentinovo, tako da cel vikend poln ljubezni in tudi konferenca Ljubezen od A do Ž, največja slovenska konferenca o ljubezni, je za nami. In zelo sem vesela, da sem bila lahko del te konference, da sem lahko predala svoje sporočilo o avtentičnem partnerstvu, o tem več še na koncu. Zdaj pa poglejmo, kaj nam pravijo angeli. Prva karta, as ognja. As ognja je energija, ki začenja, se pravi, nove priložnosti, novi začetki, energetsko se stvari začnejo premikati in vse tiste spremembe, ki čakajo, da se zgodijo, zdaj je tisti pravi čas. Se pravi, zdaj je treba biti aktiven, zdaj je treba narediti tisti naslednji korak, ki ga imamo na poti do svojih sanj, do svoje vizije, do svojih ciljev. Namreč mi imamo vedno neko pot, kamor gremo, in vmes so koraki do tja, ni kar, da se zgodi tisto. Tako da naslednji korak je treba narediti in potegniti ven iz sebe vso tisto energijo, vso tisto zagnanost, vso tisto motivacijo za to, da naredimo ta korak. Energija sicer podpira ta korak, ampak mi ga moramo vse narediti. Tako da definitivno se odpirajo tudi nove možnosti, nove priložnosti, ne jih zamuditi. Ne reči ne, ko se pojavi priložnost. Rečite ja enkrat za spremembo, da naredite drugače, da energijo usmerite v resnici v drugo, nekam drugam kot ponavadi. As zemlje. Evo. Kar pomeni, da bo energija, se pravi to, kar je energija potisnjena, da gre naprej, se bo zelo hitro zmanifestiralo. Tako da ne bo zdaj to vmes mesece, ampak bo zelo hitro viden rezultat. V tem tednu bojo zelo hitro se stvari obrnile. Lahko to pomeni tudi, da zdaj na teh zelo materialnih, se pravi zelo konkretno, zelo prizemljeno, kar pomeni, da takoj, ko boste naredili korak, boste tudi videli rezultate. Zanimivo, dvakrat as, se pravi novi začetki. In pa še tretja karta, da vidimo, kaj se nam kaže. Trojka vode. Trojka vode govori o praznovanju in potrebi po zabavi. V tem smislu, da to, kar smo naredili korak, ki se je zmanifestiralo, je treba proslaviti. Je treba dati temu veljavo. Zato, ker ko to proslavljamo na ta način, tudi vesolju izražamo hvaležnost. Zato, ker nikoli nismo čisto sami. Se spomnite lune v vseh preteklih tednih, ki nas spremlja, v ozadju se dogajajo stvari, se pravi angelske energije, svetlobno bitje, vsi ti, ki nas podpirajo v ozadju, delujejo. In s tem, ko praznujete svoje uspehe, s tem, ko praznujete svoje korake, jim dajete ta znak, da ste jim hvaležni, da ste to opazili, da želite še. Se pravi, ko nam nekaj uspe, ko to praznujemo, vesolje razume, še. In na ta način zelo hitro lahko potem tudi napredujete, ker vas vesolje podpre. Se pravi, imamo 3 zelo pomembne nivoje. Imamo ta energetski nivo, ki je
se pravi ta as ognja, ki se je pokazal, imamo zelo materialni nivo, se pravi, ko se stvari zelo hitro zmanifestirajo, in pa imamo čustveni nivo, se pravi, ko se stvari proslavljajo, ko smo veseli, ko smo srečni, ko damo vesolju vedeti, ja, opazila sem, da sem imela podporo. Tako da definitivno en zelo energetsko zanimiv, dober teden, ker vas bo hitro vrglo v rezultate. Zdaj, seveda tisto, kar se dogaja, je, da zelo močne energije prihajajo z vesolja. Ravno danes so nas dosegle tudi močne vibracije, ker so bili sončni izbruhi, se pravi, na soncu je bil izbruh te ognjene nevihte, ki jih ima sonce, in te fotoni, ki nas dosegajo, prodirajo v naše svetlobno telo, ker ga imamo, tudi če ga ne vidimo, tako kot fotonov, ki prihajajo, ne vidimo, so pa. In ko grejo skozi naše energetsko telo, zdaj se lahko zadanejo ob določene blokade. In ko se zadanejo ob blokade, to je tak, na energetskem nivoju tak udarc. In tisto, kar je tam, izbruhne ven. Tako da bodite pozorni, kaj vam te dni izbruhne ven, kje vas kar malo tišči, kje se hoče preboj zgoditi. Ta energija, to je preboj. In ko se ta preboj zgodi, takrat nekaj se sčisti. Tako da bodite pozorni, kje se stvari kot nekako prebijajo in sčistijo. In tam, kjer smo pa lepo pretočni, tam pa dobimo potisk, tam nas pa v bistvu zelo lepo potegne naprej na nek nov nivo. In vse to je stvar energetske higiene. In to postaja čedalje bolj pomembno. Tudi jaz, ko dobivam uvide, ko dobivam navodila, kaj naj delam, dobivam to energetska higiena, skrb za svojo energijo, treba se je začeti tega zavedati. In zato na vikendu, na avtentičnem vikendu, ki bo 19. in 20. marca, bo prvi dan posvečen točno temu energetski higieni, da se začnete zavedati svojih dimenzij, da se začnete zavedati, koliko zelo multidimenzionalni ste. In da naslednji valovi energij, ki bojo prihajali v mesecu marcu in pa še potem do junija v letošnjem letu, ki jih bo kar nekaj, da vas bojo podpirali, ne da bojo butali ob tiste blokade in vas metali z ravnovesja. Tako da to je prvi dan, bo namenjen energetski higieni na tem vikendu. Zato gremo v Terme Ptuj, kjer imajo potem savne, kjer imajo bazene, da mi to tudi fizično sčistimo, ko se bojo sčistili naši energetski nivoji. Naslednji dan bomo pa potem postavljali partnerstva, odnose. Kakšni so avtentični partnerski odnosi, kakšni so avtentični odnosi na splošno. Se pravi, ker v odnosih mi sami sebe šele spoznavamo. Spoznavamo svoje multidimenzionalnosti. O tem sem govorila tudi na ljubezenski konferenci v soboto. In posnetki bojo na voljo, tako da si jih boste lahko pogledali. Ampak ne čakati na tiste posnetke. Dajte se čim prej tudi na ta vikend prijaviti, ker ko se prijavite, ko se odločite, se proces že sproži. Tako da to se je treba tudi zavedati. In vse te zadeve na področju energij, kako z njimi delati, kako z njimi upravljati, to vas želim naučiti, ker boste videli, koliko vam bo potem življenje lažje. Enostavno boste res veliko lažje pluli skozi vse te čase, ki so pred nami, in veliko bolj boste povezani s svojim bistvom, s svojo lastno avtentičnostjo. Tako da vabim vas, da na linku spodaj ali pa zgoraj, odvisno, kje bo ta video, kliknete vikend, avtentični vikend za dušo in telo, in da se vidimo 19. in 20. marca na Ptuju. Lepo se imejte, čudovit teden vam želim in praznujte! Vidimo se pa naslednji ponedeljek. Čau, čau! Ampak jaz sem s takim lepim ženskam plesal, ja, da sem si dal delati lateks športne hlače. Svetujejo, da zdaj se morate obrniti vase,
morate premisliti, kaj hočete, morate premisliti, kaj hoče druga oseba, morate se o tem pogovarjati, a ne? Boh ne daj, da se z moškim pogovarjate o tem, a ne, ampak vi se seveda pogovarjate, in potem se seveda vi to pogovarjate in seveda stvar je bismo slabša, a ne? Verjetno najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim na tem področju, in sicer je predvsem to, ga dobim strani dam. Kaj naj počnem, da bo še po 15 ali pa 20 letih zveza živa?